Izkušnjo, ki jo imajo naše stranke z našim podjetjem, storitvami in produkti, je seveda nedvomno zelo povezana tudi z samim zadovoljstvom. Zadovoljstvo pa tudi vpliva dolgoročno na lojalnost, ki jo bodo naše stranke pokazale do vseh naših storitev, produktov. Vse to troje je pa tudi povezano in ima direktni vpliv na prihodke in seveda tudi življenjsko dobo, kako dolgo bodo stranke pri nas ostale. Seveda pri tem ne smemo spregledati tudi na nek način tistih nezadovoljnih strank, ki so pa nam lahko kot vir navdiha in informacij, kako lahko to njihovo izkušnjo tudi izboljšamo. Pri tem je seveda zelo pomembno, da poznamo vse ključne, tako imenovane touchpointe, v katerih prihaja do stika z našimi strankami, da jih analiziramo in da znamo spodbuditi tiste dražljaje, ki bodo pozitivno vplivali tako na izkušnjo, kot kasneje tudi na lojalnost. Konec vsega pa tudi stremimo k temu, da omogočimo našim strankam izvenserijsko izkušnjo, saj to pomeni na koncu, da v takšnem primeru ne bomo imeli opravka več s konkurenco, kajti cena in vsi ostali atributi postanejo popolnoma irrelevanten faktor, saj gre za zelo močen emotivni vpliv oziroma tisto povezano stranko, kateri vsi stremimo.